in tudi tretja in četrta. Če bi določili večjo prostornino, mi pa bomo silo vzgona lahko s pridom uporabljali. Veliko stvari namreč Arhimed je s pomočjo te ugotovitve ugotovil oziroma razrešil kraljevo vprašanje. Nam pa sila vzgona marsikje poenostavi življenje. Arhimed je tako ugotovil, kolikšna je prostornina te krone, ugotovil je njeno, odstehtal jo je in izračunal maso in kmalu mu je bilo jasno, kaj se skriva v tej kroni, brez da bi krono uničil. Imamo 4 telesa, ki imajo enako prostornino, vendar se obnašajo različno. Če prvo telo potopimo v vodo, ne ostane tam, ampak takoj, ko ga izpustimo, priplava ven. Potopljeno ga ostane samo še 2 litra telesa, torej je izpodrinjene tekočine 2 litra, ker 1 liter vode tehta 1 kilogram, je torej masa izpodrinjene tekočine 2 kilograma. Toliko je tudi masa te kocke. Enako se zgodi, če potopimo naslednjo kocko. Tudi ta kocka bo priplavila ven. Potopljene bo ostalo samo 4 litre kocke, torej bo ta kocka izpodrinila 4 litre vode. 4 litre vode tehta 4 kilograme, to je 40 newtonov, in tudi teža te kocke je 40 newtonov. Kot vidimo, telo samo poskrbi, da se ga potopi samo toliko, kolikor je enaka teža tega telesa. Pride namreč do ravnovesja. Če potopimo telo v celoti, je rezultanta sil kaže navzgor in zato se telo v trenutku, ko ga spustimo, pospešeno giblje proti vrhu. Sila vzgona je posledica razlike v hidrostatičnih tlakih. Predstavljamo si kvader, ki je potopljen nekje v vodi. Mi vemo, da je na tej višini, recimo, da je to višina H, tlak enak P je, P0, to je normalni zračni tlak, ki pritiska na gladino, plus ρ krat G krat H, oziroma specifična teža krat globin. Če ima kocka robove A, B in C, potem je višina od gladine do spodnje ploskve H plus C, kar pa pomeni, da je tukaj tlak P2 enak P0 plus specifična teža krat H plus C. Ta tlak na tej točki pa označimo s po 1. Ker vemo, da je tlak enak sili vlomljeno s površino, iz tega dobimo ven, da je sila enako P krat C. To pomeni, da tukaj dol pritiska sila P1, ki je po velikosti enaka P1 krat površina, površina, katero pritiska je kar tole, gor pa se pojavi večja sila, recimo ji F2, ki je enaka P0
plus specifična teža krat H plus C. Voda pritiska iz leve in iz desne stvari in spredaj in zadaj, se vedno te sile izničijo, zato nam jih ni potrebno upoštevati. Ne izničita pa se sili, ki pritiskata dol in gor. Tukaj se pojavi razlika in vidimo, da je vedno sila, ki pritiska gor, večja od tiste, ki pritiska dol. In tukaj potem lahko začnemo računati tako imenovano silo vzgona. Sila vzgona je razlika med silo F2 in silo F1. Če vstavimo, je sila vzgona F2 je P0 plus specifična teža krat H plus C in seveda krat površina S. Odšteto moramo pa silo F1, ki pa je enaka minus P0 plus specifična teža krat globina in tudi krat S. Ker se S pojavi v obeh členih, lahko S izpostavimo in ostane P0 plus specifična teža krat, če odpravimo klapaje, krat H plus specifična teža krat C minus P0 minus specifična teža krat H. Vidimo, da se P0 izničita, prav tako specifična teža krat globina gori in dobimo, da je sila vzgona enaka S krat specifična teža krat C. To lahko preoblikujemo kot specifična teža krat S krat C, ampak S krat C, to je pa v bistvu A krat B, to je površina osnovne te ploskve, na katero deluje, krat C, to je pa ravno volumen. Torej je sila vzgona enaka specifični teži tekočine, v tem primeru je to voda, lahko bi bilo olje, lahko bi bil zrak, krat volumen telesa, ki je v vodi, označimo ga z V črtico. Sila vzgona je torej teža izpodrinjene tekočine. Ta kocka je spodrinjala 2 litra vode. Torej je volumen črtica enak 2 kubična decimetra. Ker mi vemo, da je gostota vode 1 kilogram na kubični decimeter, to pomeni, da je specifična teža 10 newtonov na kubični decimeter. Iz tega lahko dobimo, koliko je teža izpodrinjene vode. Specifična teža krat volumen črtica, torej je to 10 newtonov na kubični decimeter krat 2 kubična decimetra in je to 20 newtonov. To je sila vzgona. Ta sila deluje, narišemo iz sredine potopljenega telesa naravnost navzgor. Vemo, da je ta sila vzgona enaka 20 newtonov. 20 newtonov pa je tudi teža potopljenega telesa. Telo je v ravnovesju, ko sta sila vzgona in sila teže med seboj enaka. Pa sedaj potopimo to kroglo z maso 8 kilogramov. Ko to kroglo spustimo, se potopi do dna. Izpodrine pa 5 litrov tekočine. Kaj se zgodi v tem primeru? Sedaj je potopljeno celotno telo. In kot kaže, ima celotno telo zrnino 5 litrov. To pomeni, to je hkrati izpodrinjen volumen, torej v črticah. Sila vzgona
je torej 5 kubičnih decimetrov krat specifična teža vode 10 newtonov na kubični decimeter in ugotovimo, da je sila vzgona 50 newtonov. Tudi sedaj deluje sila vzgona iz sredine potopljenega telesa navzgor. Poleg tega pa na to telo deluje tudi sila teže. Ampak sila teže je v tem primeru 80 newtonov. Torej je sila teže večja od sile vzgona, zato se je telo potopilo. Če bi postavili še tukaj na dnu tehtnico in poskušali stehtati, koliko kaže, bi ugotovila, da bi tehtnica pokazala še silo, kar je razlika 30 newtonov. Veljati mora namreč, da je telo v neravnovesju, da sile, ki kažejo gor, da so tiste sile enake silam, ki kažejo dol. Torej 50 plus 30 mora biti 80 newtonov. Zaradi sile vzgona je življenje marsikdaj poenostavljeno, pa tudi bolj zabavno. Recimo tukaj imamo napihnjenega laboda. Gor je kar nekaj ljudi, ampak ta labod skoraj ni potopljen. Vsekakor velja, da je sila teže, ki deluje navzdol, Fg, enaka sili vzgona, ki deluje navzgor. Te dve sili morata biti med seboj enaki. Tudi ko plavamo v vodi, mora veljati enako. Sila vzgona navzgor mora biti enaka sili teže navzdol. Včasih pri mlajših otrocih, dokler ne znajo, poskrbimo s pomočjo rokavčkov in posebnih varnostnih obročev, da silo vzgona povečamo. Poskrbimo za to, da je sila vzgona dovolj velika, da je večja od sile teže navzdol. Zaradi sile vzgona lahko na morju plujejo ladje. Vedno velja, da je sila teže enaka sili vzgona. Če bi ta ladja bila polna potnikov, bi bila njena teža večja, zato bi morala biti tudi sila vzgona večja, to pa pomeni, da bi se ladja potopila. Več kot bo ljudi na ladji, bolj bo ladja potopljena. Ker je voda precej gosta tekočina, je sila vzgona precej velika in zato lahko imamo na vodi plavajoče cele bloki, stolpnice. Vedno pa velja, da nikoli ne more biti cela ladja izven vode, ampak vedno mora biti en del potopljen. Potopljene more biti toliko ladje, da je sila vzgona, ki kaže gor, enaka teži te naše ladje, ki kaže dol. Te dve sili morata biti vedno po velikosti enaki. Sila vzgona seveda ne deluje samo v vodi, ampak v vseh tekočinah. Res pa je, da v zraku ni tako velika, kot pa v primeru vode, ko izpodrimo v vodo. Ker je balon napolnjen z helijem, helij pa je lažji od zraka, je sila vzgona večja od sile teže in zato bi se nam balon dvignil v zrak, če ga ne bi delovali za njega še z vrvico. Prav še sila vrvice. Sila vzgona deluje tudi na balon, ki je napolnjen s toplim zrakom. Gostota toplega zraka je namreč manjša od gostote hladnega zraka, ki je v okolici. Ta balon torej izpodriva hladni zrak
In teža izpodrinjenega hladnega zraka je enaka sili vzgona. Dol pa deluje sila teže, ki je enaka teži toplega zraka v balonu, teži ogrodja in seveda tudi teži bremena. Zdaj, koliko je lahko breme težko, je pač odvisno od tega, kako velik balon imamo. S pomočjo sile vzgona so v zrak dvignili tudi predhodnike letal, cepeline, ki so bili prav tako napolnjeni z vnetljivim, nekim lahkim plivom, ki pa je bil vnetljiv in je prihajalo zaradi tega do eksplozij, tako da cepelinov več ne uporabljamo.